Svojo domovino, da z enim samim objemom svoje misli obseže vso. Ne samo nje, temveč vse, kar je kdaj ljubil in kar bo ljubil kdaj pozneje. Zakaj ljubezen je ena sama in nerazdeljiva? V en kratek utrip srca je stisnjeno vse. Mati, domovina. Spoštovani, spoštovani, s to Cankarjevo mislijo, čigar 100. obletnico smrti bomo obeležili čez dober mesec, začenjamo prireditev v počastitev praznika naše domovine, Dneva suverenosti, ki poteka v soorganizaciji območnega združenja Zveze veteranov vojne za Slovenijo Brežice, občine Brežice in Posavskega muzeja Brežice. K pozdravnim besedam vabim predsednika območnega združenja ZVDS, gospoda Antona Zupančiča. Major Aleš Zajc, vojašnica Slovenske vojske Jerneja Molana. Spoštovane veteranke in veterani vojne za Slovenijo, spoštovani Mitja Jankovič, generalni sekretar Zveze veteranov vojne za Slovenijo, spoštovani veteran Rudi Smodič, predsednik pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo, spoštovani veteran Rajmond Weber, predsednik spoštovani predstavniki sosednjih območnih združenj Sevnica in Krško, spoštovani predstavniki sorodnih veteranskih in domoljubnih organizacij. Še posebej pa pozdravljam veterana Miha Molana, današnjega slavnostnega govornika. Zahvaljujemo se vam, da ste se odzvali našemu povabilu, ter da nam boste namenili vaše misli, besede in poglede v povezavi z dogodki v letu 1991. Vsem skupaj lep pozdrav v imenu območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brežice. Jutri, 25. oktobra, praznujemo dan suverenosti in hkrati 27. obletnico odhoda ali izgona zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade iz Slovenije, ko je naša država dejansko postala suverena. S tem dnem je bil zaključen proces osamosvajanja. Na plebiscitu izraženo voljo Slovencev in 25. junija 1991 proglašeno samostojnostjo smo morali zavarovati in obraniti z orožjem pripadniki teritorialne obrambe in milice v 10-dnevni vojni. Odločnost, enotnost in moč, ki smo jo takrat pokazali, je takratno Jugoslovansko ljudsko armado in preostanek vodstva nekdanje skupne države prisililo, da se je odločila za umik vojakov iz Slovenije, ki se je potem dejansko zgodil po noči 25. oktobra 1991, kar danes oziroma jutri praznujemo kot dan suverenosti. Zmaga v 10-dnevni vojni ter dokončni izgon vojakov Jugoslovanske ljudske armade ne bi bil mogoč brez obeh komponent obrambnih in varnostnih sil, slovenske teritorialne obrambe in milice. Obe sta bili ustrojeni še v bivši skupni državi in sta bili kot taki tudi najbolj usposobljeni ter uspešni od vseh takratnih republiških teritorialnih obrambnih milic Republik nekdanje SFRJ. 50. obletnico od ustanovitve teritorialne obrambe Slovenije praznujemo tudi letos. Ustanovitev teritorialne obrambe takrat Socialistične republike Slovenije pozno jeseni 1968 je bila namenjena izključno obrambi domovine. Pred grožnjami Zahoda, predvsem pa z vzhoda in takratne ekspanzije in hegemonije državskega pakta, kar je bil tudi dejanski in neposredni povod za ustanovitev teritorialne obrambe v vpadu Sovjetske zveze in njenih satelitov v Češko in Slovaško.
Slovenci smo v preteklosti večkrat branili domovino. Branili smo jo v času Prve svetovne vojne na Soški fronti. Branili so jo majstrovi borci ob koncu ledej in nam ubranili severno mejo. Partizani, borci NOB-ja v 1941-1945 so bili na strani zavetniške protinacistične in protifašistične koalicije in so domovino osvobodili ter povrnili nazaj večji del v Prvi svetovni vojni izgubljenega ozemlja. Branili so jo in zagotavljali ravnovesje sil v času hladne vojne že prej omenjeni pripadniki teritorialne obrambe Slovenije. Ti isti pripadniki teritorialne obrambe Slovenije so skupaj s slovensko milico leta 1991 obranili in ohranili samostojno Republiko Slovenijo. Domovina je bila ves ta čas zgolj ena in edina na vsem ljuba Slovenije. Iz teritorialne obrambe Republike Slovenije je nastala Slovenska vojska, iz milice pa Slovenska policija. Zato nas nemalo čudijo poskusi zanikanja navedenih dejstev in sprenavedanje o osamosvojitveni vojni, nastanku Slovenske vojske in vlogi teritorialne obrambe v njej. Veterani vojne za Slovenijo, ki smo po večini tudi nekdanji pripadniki teritorialne obrambe Republike Slovenije, se bomo vedno zavzemali za resnico in korekten odnos brez ideoloških preznakov do sledi dogodkov iz zgodovine, ki so nas pripeljali v končno svobode in samostojnosti. Na koncu dovolite, da se naprej že zahvalim sem danes nastopajočim županom in občini Brežice ter Posavskemu muzeju Brežice za sodelovanje pri izvedbi te svečanosti. Čestitke vsem v dnevu suverenosti. Živela Slovenija! Živela! Cankar danes na našo samostojnost izjemno ponosen, kajti to je tisto, o čemer je sanjal. Cankar je bil borec. Borec za pravice delavcev, za neelitizem, borec za intelektualno prebujenje in nešentflorijansko zaostalost, borec za narod. Sicer je zagovarjal združitev Slovencev znotraj Jugoslavije, ker si na kaj več ni niti upal pomisliti, a le pod pogojem, da se združijo enakopravni in enakovredni narodi. Sila znana je njegova misel ob združevanju. Po krvi smo si bratje, po jeziku vsaj bratranci. Po kulturi, ki je sad večstoletne separatne vzgoje, pa smo si med seboj veliko bolj tuji, nego je tuj naš gorenski kmet Tirolskemu ali pa goriški viničar Furlanskemu. Iz teh njegovih besed odseva globoka ljubezen do domovine in hkrati strah, da bi nas ne poteptali južni narodi, kot smo bili vajeni odprej z druge strani. Dobrih 100 let od tedaj smo samostojni in suvereni, kar nas je na nek način tudi malce spremenilo. Svoje misli na predvečer praznika bo z nami delil župan občine Brežice, gospod Ivan Molan. Spoštovani veterani, spoštovani poslanec Državnega zbora Igor Zorčič, slavnostni govornik Miho Molan, predsednik območnega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Brežice Anton Supančič, predsednik ukrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Posavje Rudi Simončič, predsednik policijsko-veteranskega društva Sever Posavje Brian Weber, generalni sekretar Zveze veteranov vojne za Slovenijo Mitja Jankovič, spoštovani predstavniki vseh veteranskih in domoljubnih organizacij, lepo pozdravljeni. Čast in veselje mi je, da lahko spregovorim na prireditvi, s katero obeležujemo Dan suverenosti. Dan suverenosti je tisti menik, ki predstavlja dokončno samostojnost in začetek svobodne poti naše države. Do trenutka, ko je slovensko zemljo zapustil zadnji vojak jugoslovanske vojske, so vsi, ki so bili udeleženi v vojni za samostojnost, čutili negotovnost in je vojna resnično končana ali šele ne. Še posebej v občini Brežice, kjer smo imeli pred očmi našega občana Jerneja Molana, ki je v vojni za samostojnost padel in postal prva vojaška žrtev pri obrambi domovine leta 1991. Tudi sam sem bil poklican in spominjam se, da smo teden dni čakali, ali se bo nadaljeval mir, ali bo potrebno znova braniti domovino tudi za ciljno žrtvo. Šele ko Slovenijo zapustili vsi pripadniki jugoslovanske vojske, smo se oddahnili
naše mlade države. Do takrat smo živeli v sedanjosti in bili pripravljeni priskoviti odziv, samo prihodnost pa je bila na čaku. Dan suverenosti 26. oktober je bil začetek razvoja države in lokalne skupnosti. Takrat smo začeli razpravljati in načrtovati nov politični in družbeni sistem, reforme gospodarstva in z njimi povezana področja življenja. Ko se sedaj ozremo na preteklih 27 let naše samostojne države, se spominjajo lepih in tudi težkih trenutkov, številnih zmag, tudi porazov, uresničenih upov in doživetih razočaranj. Čas po vojni je prinesel krizo na gospodarskem področju, izguba trgov, sprememba sistema, sta povzročilo veliko brezposelnost, še posebej v kraju Meje. Lokalno gospodarstvo v občini Brežice je močno trpelo, saj je bilo tradicionalno navezano na hrvaški trg in bližnji Zagreb. Pri nas tudi ni bilo velikih državnih podjetij, zato bil izziv krepitve gospodarstva toliko večji. Občini smo od nekdaj spodbujali razvoj storitvenih dejavnosti turizma, obrtnike in male ter srednja podjetja. Danes lahko vidimo, da se je ta usmeritev občine izkazala dobro, saj v času gospodarske krize, ki se je začela 2010, nismo imeli težav z množičnim odpuščanjem delavcev v občini. Danes po 27 letih življenja samostojne države živimo bolj kakovostno, kot smo nekoč. Nekaterih rezultatov morda niti ne opazimo kot to, da danes naše občine deluje 960 samostojnih podjetij in 610 podjetij. Veseli nas, da naše podjetje temelji na lastnih proizvodnih inovacijah, ki so priznana doma in širšem okolju. V občini smo veliko dosegli pri razvoju javne infrastrukture, urejenih krajah, kakovostnega izobraževanja in ohranitve čistega okolja. Naše delo in dosežki so opazani tudi drugi. Občina Brežice se je v različnih raziskavah uvrstila med najbolj prodorne in uspešne slovenske občine, kar me od župana veseli in navdaja s ponosom. Uspehi občine so uspehi vseh občank in občanov, ki skupaj gradimo našo lokalno skupnost. Posavci in posavke pa uspešno gradimo tudi našo posavsko regijo, ki je primer dobre prakse sodelovanja pravnega zakona. Veliko smo dosegli tudi na področju razvoja naše države, čeprav bi nekatere stvari morali biti bolje, kot so, saj smo po osamosvojitvi dosegli mnogo. Tako slovenski izobraževalni sistem kot podjetja so danes lahko primerjajo z evropskimi standardi. Nažalost pa smo v vseh velikih in vidnih uspehih ter napredkov zanemarjali naše medsebojne odnose, pozabili na vrednote sodelovanja, strpnosti, pogosto tudi solidarnosti. Prav je, da se spomnimo, da nam vsak nov dan daje priložnost, da se izboljšamo kot država, kot občina, kot ekipa. Če že ne zaradi nas samih, se potrudimo biti boljši zaradi spoštovanja do žrtev, ki so nam tlakovale pot v samostojno državo Slovenijo. Spoštovani, čestitam vam dnevu suverenosti in željo, da vsak od nas po svojih najboljših močeh prispeva k večji enotnosti na Slovence. Samo tako se bomo lahko ustvarili lepši jutri za nas in za naše zanamce. Hvala lepa in vse dobro občinskim praznikom vam želim. Ljudsko pesništvo kaže življenje v neposredni resničnosti in elementarno močni preprostosti. Raste iz ljudstva za ljudstvo in kot bi slišali Cankarja. Slovenska beseda je beseda praznika, petja in vriskanja. Del tega vzdušja nam bodo pričarali pevci moškega pevskega zbora Ivan Obal, Krška vas. Tam, kjer se čuje pisem, Morda že pred 100 leti
opazovanja dogajanja okoli sebe in pronicljivega zapisovanja tega, kar je videl in čutil. Je avtor številnih znanih trditev in ena izmed njih odseva tudi njegov pogled na naš narod. Močan si, o slovenski narod, 1500 let krvaviš, izkrvavel nisi. Narod mehkužnik bi dušo izdihnil, še sveče bi mu nežgali, še pil bi mu ne peli. Ti pa, 1000-krat ranjen, v trpljenju utrjen, ti komaj zmaje z rameni pod težko sovražno pestjo in praviš. Nikarte, ta burka je stara že 1000 let. Tudi današnji slavnostni govornik ve, da Slovenci nismo mehkužniki, temveč vse kaj drugega. Gospod Miha Molan, beseda je vaša. Spoštovani vsi prisotni, lepo pozdravljeni v imenu Policijskega veteranskega društva Sever Posavja in v mojem imenu. Na predvečer državnega praznika Dneva suverenosti je priložnost, da obudimo spomin na dogodke izpred 27 let, ko je slovenskega ozemlja odšel zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade in Slovenija je dejansko postala suverena država le 4 mesece po razglasitvi samostojnosti. Odhod zadnjega vojaka JLA je bil dejanski konec osamosvojitvenih procesov, ki so se po mojem trdnem prepričanju začeli že mnogo pred letom 1990. Nesporno ima v tem procesu pomembno mesto preprečitev tako imenovanega mitinga resnice 1. decembra 1989, ko je bil z enotno slovensko podporo in odlično organizirano in izvedeno policijsko akcijo, imenovano Sever, preprečen. Proces se je nadaljeval s prvimi svobodnimi volitvami, razoroževanjem takratne teritorialne obrambe, ustanovitvijo manevrske strukture narodne zaščite in referendumu za samostojnost in končno kot zadnje dejanje osamosvojitveno vojno za Slovenijo. Sama vojna 1991 je bila res razmeroma kratka, z razmeroma majhnimi žrtvami, vendar vsaka žrtev je bila preveč. Do vseh, ki so svoje življenja položili na oltar domovine, smo dolžni gojiti zahvalo in trajen spoštljiv spomin. Vsi, ki smo v tej vojni aktivno sodelovali, smo glede na zgodovinski spomin pričakovali dolgoletno in krvavo vojno. Enotnost slovenskega naroda izražena na plebiscitu in učinkovita in odločna oborožena obramba so bili bistveni za razmeroma ugodni razplet. Naj jasno povem, da je ugodni razplet vojni rezultat izjemnega medsebojnega sodelovanja, tako enot milice kot teritorialne obrambe in še posebno izjemnega odnosa velike večine prebivalcev Slovenije, ki so najzaslužnejši za samostojno Slovenijo. 7. julija 1991 se je uradno končala osamosvojitvena vojna s sprejetjem tako imenovane Brionske deklaracije, rezultat katere je bil med drugim tudi prekinitev sovražnosti na ozemlju Slovenije, kar je ustvarilo ustrezne možnosti za mirna pogajanja med vsemi stranmi. Vsa osamosvojitvena dejanja v Sloveniji so bila zamrznjena za 3 mesece. Kljub dejstvu, da se je vojna končala, v takratnih organih za notranje zadeve nismo imeli časa za proslavljanje. Še vedno so bile prisotne enote JLA na našem območju in je prihajalo do incidentov tudi z uporabo orožja. Začele so se diverzije na daljnovode na območju Krškega, izvajati je bilo potrebno nadzor nad spoštovanjem dogovora med Slovenijo in Jugoslovansko ljudsko armado o najavah premikov enot in tehnike na območju Slovenije. Koncem julija 1991 so se začele selitve družin vojaških oseb iz Slovenije in se ob tem izvajalo naloge zagotavljanja varnosti. Začetka septembra so pripadniki milice in DO začeli s prevzemom objektov od Jugoslovanske armade in njihovo varovanje. Nenazadnje smo v začetku septembra se srečali s prvim valom beguncev zaradi začetka vojne na Balkanu. Pred organi za notranje zadeve je izjemno zahteven projekt vzpostavitve državne meje, ki je bil zaključen z odprtjem 5 mejnih prehodov na
na meji z Republiko Hrvaško na območju Posavja 8. oktobra 1991. Že v času vojne je med prvimi prekinitvami ognja v Sloveniji nastala komisija za pogajanja z Jugoslovansko ljudsko armado, ki je vodil Miran Bogataj. Ta komisija z delom nadaljevala po sprejemu Pionske deklaracije, še zlasti v smeri dogovora o podrobnostih umika Jugoslovanske armade Slovenije. Na pogajanjih 18. oktobra je bil določen 25. oktober kot zadnji dan umika. Dogovor je predvideval, da se bodo enote JLA umaknile Slovenije preko pristanišča v Kopru, natančno določeno pa bilo tudi, kaj bodo te enote lahko odpeljali s seboj. Slovenski milici je bilo zaupano vodenje zadnjega dejanja v procesu osamosvajanja, saj je ta projekt vodil Boris Žnidarič, pomočnik poveljnika slovenske milice. Jugoslovanska vojska se je iz pristanišča v Kopru začela umikati 20. oktobra, umik pa bil končan ob 22:45 uri 25. oktobra, ko zadnji vojak Jugoslovanske armade s krcanjem na malteški trajekt Venus zapustil ozemlje Slovenije. Posavje je zadnji vojak JLA zapustil 25. oktobra v jutranjih urah, ko je organizirana kolona vozil in vojaštva ob spremstvu milice zapustila vojašnica Cerklje v Krki in se zbudila v Koper. Ker sem dovolj takratnih organih za notranje zadeve v milici, naj mi bo dovoljeno, da povem svoje mnenje oziroma moje občutenje tistega obdobja. Na kratko lahko povem, biti slovenski miličnik v tistem času je bilo nadvse prijetno. Saj je bil pri vseh nas prisotno občutek, da se dela nekaj dobrega za večino prebivalcev Slovenije. Prijetno je bilo biti tudi vodstveni delavec v milici, saj je bila stopnja enotnosti, odločenosti, stanovske pripadnosti in medsebojnega zaupanja izjemno visoka, kar je bil predpogoj za uspešno izvedbo tako zahtevnih aktivnosti, kot so bile v akciji Sever in v obdobju vse do odhoda zadnjega vojaka JLA Slovenije. Pa da ne bo izvedelo, da se sami hvalimo po znanem slovenskem reku, sama hvala cena mala. Bom citiral izjavo publicista Jurija Apiha iz leta 2016, ki je zapisana tudi v knjigi Policija Posavja v osamosvojitvenih procesih. Citiram. Današnji policisti so bili še miličniki, ki so pod Ertlovo in Čelikovo komando branili Slovenijo pred Miloševićevimi mitingaši. V osamosvojitveni vojni so prevzeli levi delež obrambe. Še ko je bila nevarnost mimo, so se prve vrste postavili osamosvojitelji. Ugled modrih je letel v nebo. Konec citata. Danes je občutek, da se iz zgodovine nismo veliko naučili. Ponovno smo sami sebi največji sovražnik, saj se velika enotnost iz osamosvojitvenega obdobja izgubila in se prepiramo tudi o povsem jasnih zgodovinskih dejstvih, kot je zadnji primer teritorialne obrambe. Vsakemu dobronamernemu je jasno, da je slovenska vojska nastala iz teritorialne obrambe. Le sejavcem razdora ne. Da bi povečevali svoje zasluge, posamezniki druge razglašajo za veleizdajalce in razdelijo na vaše in naše. Vse več je sovražnega govora, homofobije in vseh navak, za katere smo mislili, da so stvar preteklosti. Oživlja se fašizem, rehabilitacija krvnikov druge svetovne vojne. Kot je izjavil naš gledališki režiser Janez Pivant v nedavnem intervjuju, citiram oziroma povzemam. Za generacije, ki nimajo več neposredne izkušnje iz holokausta, nacizem ni več strahota, ki vzbuja grozo. Del relativizacije tega so tudi slovenske razprave o vsesplošnem odpuščanju, spravi celo absolutni svobodi govora. Tako pri naš človek, ki je odkrito nastopal zelo ekstremističnim sovražnim govorom, postane pomemben funkcionar v vladni administraciji. Sovražni govor in z njim pronacistična ideologija je bil s politično gesto legaliziran in institucionaliziran. Jasno mora biti, da nacizem ni drugačno mnenje, temveč zločin. Konec citata.
Da ne bom predolg, vsem vam želim veliko prijetnega druženja še naprej, prijetno jutrišnje praznovanje državnega praznika, kljub temu, da ni dela prost dan, občanom in občankam Brežic pa želim vse dobro ob občinskem prazniku, ki ga praznujete v naslednjih dneh. Hvala za pozornost in srečno Slovenija. Za izbrane misli vseh današnjih govornikov. Vedno pa je lepo, če izbrane besede zalijemo z glasbo. Nekaj teh užitkov smo bili že deležni prej. V nadaljevanju pa se prepustite čudovitim melodijam, ki so jih za vas pripravili učenci glasbene šole Brežice, Katja Bogovič, Tanita Lipar in Jure Juratovac, njihova mentorica je Mihaela Komočar-Korše in Marko Škovca z mentorico Marjetko Podgoršek-Horžek.